Kdor se je v nedeljo 30. avgusta odpravil v Arboretum Volčji potok, ga je čakalo presenečenje. Na vhodu v park so otroke in njihove starše pričakale različne maskote. Dolgo pričakovani čarobni dan se je uradno začel ob 10. uri zjutraj z mimohodom maskot, ki jih je spremljal škrat Ulala. Celodnevne delavnice slikarske, glasbene, lončarske, lutkarske, brezplačni bombončki, fotografiranje z maskotami in petje ter plesanje z znanimi slovenskimi pevci so v Arboretum pritegnili več tisoč obiskovalcev. Rdeča nit čarobnega dne je bila vsekakor pravljičnost in to je organizatorki festivala Barbari Novak, direktorici podjetja Netvizija, soorganizatorjem v ustanovi Rdeča žoga in Arboretumu Volčji potok uspelo pričarati. Živijo, nahajamo se v Volčjem potoku, v Kamniku. Z nami je direktorica podjetja Netvizija, ki je organizator današnje prireditve. Ideja za današnji dan je že kar stara. Prej smo že delali super dan in potem smo ga preimenovali v čarobni dan. Tako da čarobni dan pomeni aktivno preživljanje časa družine v naravi. Skratka, družina kot celica delamo na tej celici. Naše podjetje se ukvarja večino z prirejanjem prireditev. Imamo še časopis Kongres, katerega tržimo. Ta časopis je na letih Adria Airways, vsi direktorji marketinga, vsi direktorji hotelov ga dobivajo, ampak v večini 90% delamo evente. Jaz ne bi rekla, če imaš dobro idejo, ni nikoli težko. Tako da v tem primeru smo se mi izbrali Rdečo žogo, ker je gospod Joc Pečečnik iz naših krajev in smo rekli, zakaj ne bi pomagali Rdeči žogi na ta način. Na drugi strani je pa tako, da bi dejansko res radi naše kraje spromovirali, kamniške kraje, ker sem tudi sama Kamničanka 10 let, tako da bi rada res Kamnik spromovirala kot tak, ampak selimo se pa že decembra na smučišče. To pomeni, da bomo delali otvoritev smučarske sezone na Pohorju, isti koncept, za ceno ene karte smuča cela družina, tako da jaz upam, da se vidimo tudi tam. Nikakor pa ne smemo pozabiti omeniti dobrodelnosti. Ustanovi Rdeča žoga je namreč s pomočjo pokroviteljev uspelo omogočiti kar 220 otrokom obiskovanje obšolskih dejavnosti. Torej, gospod Joc Pečečnik, pridite bliže, ter tudi vi povejte nekaj pozdravnih, prijetnih besed. Dobar dan vsem. Lepo je, ker je danes tako lep sončen dan. Lepo je, ko vidim, koliko družin je prišlo v Arboretum, najlepši park, daleč naokoli. In lepo je, koliko nasmeha je na obrazih najmlajših. Vsem, ki so sodelovali, predvsem pa Netviziji, Arboretumu, svojim najožjim sodelavcem, predvsem Slađani se v imenu Rdeče žoge najtopleje zahvaljujem. Upam, da bo tradicija ostala in da bomo takšne dogodke tudi organizirali tudi v bodoče. Vsem vam želim prijeten dan in veliko sprostitve, vendar bi vas opozoril, da ne pozabite, da tudi danes je v Sloveniji veliko ljudi, ki pričakuje našo pomoč in če si bo vsak vzel nekaj sekund in poslal en SMS vsebino Rdeča žoga skupaj na številko 1919, bomo s tem prispevki lahko še veliko dobrega postorili. Hvala vsem, ki ste prišli in se vidimo, upam, da drugo leto. Najlepša hvala. Ja, res, Rdeča žoga preseneča vse nas.